Doktor Matevž Raškovič, kot Fulbrightov štipendist ste minulo leto preživeli na študiju na Univerzi Harvard v Združenih državah Amerike. Kakšna je bila odločitev za kandidaturo in seveda izkušnje pri pridobivanju štipendije, konkurenčni prednosti in podobno? No, moram reči, da že kar nekaj časa sem razmišljal o tem, da bi se prijavil na Fulbrighta. Definitivno v akademskih krogih velja Fulbright za neko tako prestižno štipendijo. Je pa res, da nikoli nisem verjel, da bom dejansko ga dobil. Moja somentorica na doktoratu, profesor dr. Anuška Ferligo iz Fakultete za družbene vede, je bila tudi sama Fulbrightova štipendistka in več let me je nekako spodbujala, da bi se prijavil na Fulbrighta. Res je, da v Sloveniji se Fulbrighta mogoče drži tak mal zanimiv sloves, da je Fulbright namenjen predvsem naravoslovcem in pa naravoslovnim tehničnim disciplinam in da nekako Fulbright ni za družboslovce. No, kljub temu sem se opogumil, prijavil na Fulbrighta z neko tako interdisciplinarno temo, ki ni pokrivala samo področje ekonomije, ampak v bistvu ekonomije in sociologije. Opravil intervju, kjer je bilo izredno pomembno pokazati, da me tema, ki jo želim preučevati, res veseli, kjer je bilo potrebno pokazati tudi, kaj so potencialne koristi za ameriško stran. In na moje veliko začudenje sem ga tudi dobil. No, kot ste rekli, ste na Harvardu pristali na študiju sociologije. Zakaj? Tako je. Spet nek naključen splet okoliščin. Že v času svojega doktorskega študija leta 2010 in 2011 sem prvič pristal v Ameriki na Harvardu na katedri za sociologijo. In sicer takrat sva s somentorico profesor dr. Ferligojevo se ukvarjala z neko novo metodologijo, ki je razširjena predvsem na področju sociologije. In zato je bilo nekako naravno področje mojega študijskega procesa tekom samega doktorskega študija na tej katedri. Moram pa reči, da ko sem prišel na to katedro, sem poleg metodoloških predmetov začel poslušati tudi določene sociološke predmete in takrat se mi je odprl nek popolnoma nov svet. Zanimiva anekdota, sedel sem na prvemu predavanju pri predmetu ekonomska sociologija in presenetilo me je, da se sociologi pogovarjajo o Adamu Smithu. Adam Smith navsezadnje velja za ustanovitelja ekonomije kot znanosti. In zanimivo je bilo, da so se pogovarjali o Adamu Smithu, ampak ne o njegovi knjigi Bogastvo narodov, ki velja za eno izmed temeljnih del na področju sodobne ekonomije, ampak o neki drugi knjigi, za katero še nikoli nisem slišal. In to je Teorija moralnega sentimenta oziroma Theory of Moral Sentiment. In takrat sem imel nek tak mini aha moment, ugotovil se, da Adam Smith je bil v bistvu sociolog. In takrat sem šele začel odkrivati, da tudi ekonomski problemi, ki jih preučujemo ekonomisti, so v svoji biti tudi sociološki problemi in da dejansko ekonomija in sociologija sta bili včasih skupna veda, Adam Smith, Paul Ricardo in tako naprej. To so bili vsi ne samo ekonomisti, ampak tudi sociologi in šele nekako po drugi svetovni vojni z razmahom neoklasične ekonomije sta ti dve področji se, če lahko tako rečem, neslavno ločili in vsako je šlo svojo pot. Kako ste se potem znašli na študiju zgodovinskih primerjav tudi med Azijo in pa med Združenimi državami? Torej, moje področje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je na področju mednarodnega poslovanja. Ukvarjam se predvsem s področjem Vzhodne Azije, torej Kitajske, Koreje in pa tudi Japonske. In gre za tako kompleksne družbe, navsezadnje Kitajska je 5000-letna civilizacija, kjer je potrebno poznati zgodovinski kontekst, da dejansko razumeš okolje za poslovanje danes in da razumeš silnice, ki sooblikujejo to okolje. No, v vsem času študija, postdoktorskega študija ste spoznavali tudi študijske razmere oziroma način izobraževanja v obeh sistemih. Se pravi v ameriškem in pa našem slovenskem domačem. Vas je kaj presenetilo?
Moram reči, da me je kakovost visokošolskega izobraževanja v Združenih državah Amerike izredno pozitivno presenetila. Če sem čisto odkrit, se nisem imel za nekega velikega amerikofila pred svojim odhodom v ZDA leta 2010. Presenetila me je predvsem ta kultura dialoga, razglabljanja, diskusije, razmišljanja, kjer je nekako pričakovano, da s tem, ko stopiš v razred, si pripravljen se pogovarjati, deliti svoje ideje in deliti svoje zamisli. Študenti so veliko bolj angažirani, veliko bolj aktivni, so pripravljeni tudi več zahtevati od svojih profesorjev. Medtem ko v Sloveniji, nažalost, mogoče je to tudi posledica tega, da je študij javna dobrina in da zanj ni potrebno plačevati, so na nek način včasih mogoče celo malce pasivni in tudi od nas profesorjev ne zahtevajo toliko, kot bi si včasih celo mi profesorji želeli. Kako pa bi ocenili nivo znanja, ki ste ga pridobili tu na ekonomski fakulteti? Ste brez težav nadaljevali, ampak ali je bilo več zahtev glede primerljivosti programov? Moram reči, da definitivno mi je študij na ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dal dobro podlago in brez tega študija vsekakor ne bi imel tudi možnosti oditi v Združene države Amerike. Na začetku je bil izziv preklopiti iz ene akademske kulture v drugo akademsko kulturo. Kot primer lahko navedem, v Sloveniji, ko kot študent, recimo doktorski študent, dobiš nek članek, da ga prebereš, ga pač prebereš tako, da nekako veš, o čem govori ta članek. V Ameriki je pristop popolnoma drugačen, veliko bolj analitičen, veliko bolj se moraš poglobiti v materiale, ki ti jih profesorji predpišejo. In dejansko, ko vstopiš v razred, se nekako razume, da si vse materiale predelal in da si se pripravljen sedaj o teh materialih in idejah in konceptih v njih predvsem pogovarjati in diskutirati. Tako da rekel bi, da za nekega solidnega študenta v slovenskem okolju vsekakor ni problem torej nadaljevati svoj študij v Združenih državah Amerike, je pa izziv preklopiti iz ene vrste akademske kulture v drugo vrsto akademske kulture. Doktor Raškovič, poglejte, Slovenija je po zadnjih podatkih izjemno uspešna pri pridobivanju doktorskih nazivov. Podatki kažejo to tudi OECD-ja. Vas to preseneča in kje in kdaj naj bi se to poznalo pri razvoju? Če je tak push tega doktorantov, recimo v sistem, bi to na nek način moglo se nekje poznati? Gre za zelo kompleksno vprašanje, na katerega je zelo težko dati enoznačni odgovor, ampak moje mnenje je, da že z bolonjsko reformo, ne samo v Sloveniji, ampak na splošno v Evropi, je nažalost prišlo do neke vrste inflacije nazivov in inflacije izobraževanja. Posledica je tudi to, da je študij, čeprav ne doktorski študij je plačljiv, pa vseeno dodiplomski in podiplomski študij sta v Sloveniji javni dobrini. Kar pomeni, da tisti osnovni pogoj, da se vpišeš na doktorski študij, da imaš končan magistrski študij v Sloveniji, je relativno enostavno izpolnjen. Po drugi strani bi rekel tudi to, da Slovenija je ena izmed redkih držav, ki na področju poslovnega izobraževanja nima tako imenovanega DBA naziva oziroma Doctorate of Business Administration, podobno kot MBA. Na magistrski ravni imamo tudi na doktorski ravni ne samo doktorate znanosti, ampak DBA doktorate in slovenska zakonodaja ta trenutek ne priznava tovrstnih nazivov. Ravno na področju poslovnih ved je ogromno ljudi, ki želijo pridobiti neka nova znanja, ampak želijo ta znanja predvsem aplikativno usmerjati in uporabljati. In nažalost ti ljudje, ker nimajo možnosti pridobiti DBA naziv, kot je to v tujini, predvsem na zahodu, so potem nekako prisiljeni pridobiti znanstvene nazive doktorat znanosti. Kar se tiče pa samega vpliva na razvoj Slovenije, rekel bi, da v Sloveniji je ta splošna
intelektualna ozaveščenost med slovenskim prebivalstvom izredno, izredno visoka. Povprečni Slovenec na vse zadnje govori vsaj en ali dva tuja jezika, redno potuje izven Slovenije in ima neko to globalno ozaveščenost. Tako da v tem oziru ne bi bil tako kritičen. Je pa res, da ker je Slovenija neko majhno kulturno okolje, v katerem vlada nekakšna uravnilovka in čim prehitro štrliš ven iz nekega povprečja, jih zelo hitro dobiš po glavi. Marsikdo od teh perspektivnih kadrov, zlasti na področju znanosti, potem v končni fazi odide v tujino, ne. Torej na nek način Slovenija ima veliko večji učinek, ampak včasih se ta učinek pozna v kateri drugi državi. Izobrazimo kader in potem ta kader odide iz Slovenije. In potem rata problem in se ukvarjamo s tem odlivom možganov, ne. Zakaj nam pa ne uspe ustvariti neko močno intelektualno elito, ki bi pa privabljala tuje strokovnjake, tuje znanstvenike k nam? Jaz bi rekel tako, na področju poslovnega izobraževanja, na področju ekonomije, mislim, da je bil tu narejen v zadnjem času z internacionalizacijo zelo velik preboj. Navsezadnje ekonomska fakulteta je postala trojno akreditirana šola, je le ena izmed dveh trojno akreditiranih šol v vzhodni in srednji Evropi in to nas je na nek način postavilo na zemljevid. V zadnjem času smo uspeli iz tujine privabiti kar nekaj zvenečih imen, od Paula Krugmana pred nekaj leti, kateremu je bil podeljen tudi častni doktorat Univerze v Ljubljani, do navsezadnje lansko leto Branka Milanoviča. Na našem doktorskem študiju recimo poučuje profesor za statistiko iz Univerze Harvard. Tako da na področju poslovno-ekonomskega izobraževanja, ki se je močno internacionaliziralo, bi rekel, da nam je uspelo v zadnjem času privabiti kar nekaj zvenečih imen. Navsezadnje marsikdo pride v Slovenijo ne zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker je neko prijetno okolje, ker znamo biti izredno gostoljubni, jih peljemo malce naokoli, Benetke so relativno blizu in tako naprej. No, je pa res, da se že nekaj let ubadamo s problemom finančne podhranjenosti znanosti, ne? In zato se tudi znanost na nek način vse bolj odriva na rob, na obrobje. Seveda v takih razmerah je pa preboj nek težak, če že sploh je nemogoč. Kako kot ekonomist recimo to pojasnjujete? Kot ekonomist bi to pojasnil relativno enostavno z tako imenovanimi ekonomijami obsega. Slovenija je izredno majhno gospodarstvo oziroma tudi kot družba, ne. 2-milijonski narod zelo težko doseže kritično maso na kateremkoli področju in tudi slovensko podjetje veliko težje konkurira na mednarodnih trgih, preprosto zaradi tega, ker nima te varnostne mreže velikega domačega trga. In podobno je tudi na področju znanosti, kjer je težko doseči na kateremkoli področju neko kritično maso, bodisi na naravoslovju, bodisi na področju družboslovja. Ja, tak sistem pogosto teži tudi k neki uravnilovki in to recimo opisuje tudi zelo nazorno ta David Graeber v svoji knjigi Utopija, ne. In pravi, da se krepi birokracija in to je tudi tista, ki v končni konsekvenci presoja, kateri znanstveni projekti naj dobijo denar, kdo je upravičen za subvencije. In namesto svobode duha prevladuje sistem točk, ki danes na univerzo recimo ne bi pustila niti Einsteina, ne. Pomembno je samo to, kdo se in kako se zna prodajati. Definitivno, torej, če se vrnem nazaj na vaše prejšnje vprašanje, problem finančne podhranjenosti ni samo problem kritične mase in ekonomije obsega, to je samo en del enačbe. Drugi del enačbe je pa definitivno ta neka kultura enakosti, ki ima marsikakšno pozitivno dimenzijo, ima pa tudi določene negativne dimenzije. Uravnilovka, o kateri ste govorili, ne, torej vsi smo enaki, nihče ne sme misliti, da je boljši, nihče ni boljši, za sabo potegne, da tudi tisti finančni viri, ki so na voljo, se relativno enakomerno porazdeljujejo. Mogoče se bo to čudno slišalo, ampak osebno nikoli nisem imel občutka,
da je težko pridobiti financiranje, ki ga potrebujem za svoje znanstveno-raziskovalno delo. Dejstvo je, da če si dober v mednarodnem okolju, lahko pridobivaš ustrežene finančne vire, od različnih vrst štipendij, kot je recimo Fulbrightova štipendija, do Evropske komisije, ERC, Starting Grant in tako naprej. Mislim, da večji problem je ravno birokracija, o kateri govorite. Problem je v tem, da univerza ne bi bila avtonomna, torej ta pravica je zapisana tudi v ustavo, ampak če si del nekega javnega sektorja in vpet v rigidnost tega javnega sistema in javnega sektorja, je dejansko izredno težko. Čisto banalno, če bi se Nobelovi nagrajenec zaradi kakršnega koli razloga želel zaposliti v Sloveniji na univerzi, mu nažalost ne bi morali ponuditi nič več kot ustrezen plačni razred za rednega profesorja. Poglejte, še nekaj. V govoru o postkapitalističnem obdobju, ki ga zaznamuje rastoč tehnološki razvoj, to je 4.0 in naprej, smo tudi ljudje v postkapitalistični družbi postali nekaki kapitalistični računski stroji. Vsaj tako razmišlja ta Paul Mason, ne? Vsak med nami je nekakšen center kapitalističnega rezoniranja, kjer se v okolju vsakega med nami določajo implicitne cene. Kako to pojasniti nekoliko bolj, recimo z vašega vedenja, vaše optike? No, moram jaz reči, da mogoče nisem najbolj merodajen naslov, da mu zastavite to vprašanje, ker sem po duši mogoče celo bolj sociolog kot ekonomist. Dejstvo je, da nekako svetovna ureditev po drugi svetovni vojni, ta tako imenovani famozni Washingtonski konsenzus in svetovna ureditev po drugi svetovni vojni, je v ospredje postavila tudi tako imenovano neoklasično ekonomijo in neoklasične ekonomske maksime. In ta individualni atomiziran posameznik, ki je popolnoma racionalen, je eden izmed temeljnih postulatov neoklasične ekonomije. Ampak tako kot se sedaj na Zahodu sprašujemo o smiselnosti in obstojnosti trenutne svetovne ureditve, torej Brexit, nepredvidljivost ameriških predsedniških volitev in tako naprej, in se sprašujemo, ali je sistem, ki ga imamo, pravi in vzdržen, tako se tudi počasi na področju ekonomije začnemo zavedati, da ljudje nismo popolnoma racionalni, atomizirani posamezniki, ampak smo neka človeška bitja, ki ne delujejo vedno racionalno in ki so močno odvisna od svoje družbene okolice. Torej, ljudje nismo neki homo economicusi stroji, ampak smo dejansko veliko bolj družbena bitja, kot je neoklasična ekonomija dejansko predpostavljala. Ja, samo socializirani smo pa seveda v nekem obdobju tega kapitalizma in seveda se potem še sprašuješ, zakaj rabimo nek kapitalističen način proizvodnje, če že vsak posameznik lahko funkcionira kot neka zaključena kapitalistična ali pa postkapitalistična tržna enota. Jaz bi rekel takole. Po eni strani kapitalizem potrebuje neenakost, po drugi strani je pa ravno neenakost, ki jo producira kapitalizem, eden izmed ključnih razlogov, zakaj se sistem, ki smo ga poznali, na nek način sesuva. Sam sem predstavnik generacije, ki je bila rojena v 80. letih, torej nekdo, ki je zrastel v prejšnjem sistemu in se še spomni tega sistema in ki je potem dejansko začel si služiti svoj kruh v zdajšnjem sistemu. No, doktor Raškovič, poglejte, v svojem doktorskem študiju, kot sva že rekla, ste se posebej ukvarjali s področjem Azije, natančneje Kitajske v odnosu do Združenih držav Amerike. Zato vas zanima, kako bi komentirali stališča Branka Milanovića, enega najbolj prodornih svetovnih ekonomistov, ki se ob oceni stališč nekaterih svojih kolegov sprašuje, kaj se utegne zgoditi, če se bo gospodarska rast na Kitajskem nadaljevala v takem tempu kot doslej. Kaj se bo zgodilo, ko bo prišla na polje visokih tehnologij
kjer se bojo razmahnile in proizvodnje z visoko dodano vrednostjo. No, če se najprej dotaknem tega vprašanja kitajske gospodarske rasti, moram reči, da na Zahodu je kar nekaj nerazumevanja in napačnih interpretacij vezanih na kitajsko gospodarsko rast. Dejstvo je, da je Kitajska z začetkom gospodarskih reform pod vodstvom Deng Xiaopinga začela nek proces reform in razvoja kitajskega gospodarstva in kitajske družbe. Torej, to se je začelo konec 70-ih, v začetku 80-ih let preteklega stoletja. Viden pospešek temu pa je nekako nastal leta 2001, ko je Kitajska postala članica Svetovne trgovinske organizacije. Kitajska je konec 70-ih, v začetku 80-ih let bila nerazvita družba v ekonomskem smislu gledano. Njen BDP je bil samo delček BDP, njen BDP na prebivalca je bil samo delček BDP na prebivalca katerekoli razvite zahodne družbe. Kitajska je v določenem obdobju, zlasti po priključitvi Svetovni trgovinski organizaciji, rasla v povprečju z dvomestnimi številkami na letni ravni. In logično je, da je po nekem desetletju te nagle gospodarske rasti dosegla nek status srednje razvite družbe. V zadnjem času, ko se je rast kitajskega gospodarstva pričela upočasnjevati, je marsikdo na Zahodu to videl kot nek signal konca kitajskega gospodarskega čudeža in napovedovali so zelo klaveren konec kitajskemu gospodarstvu. Ampak če lahko navedem samo ilustrativni podatek, ki kaže na to, kako tudi na Zahodu napačno razumemo kitajsko gospodarsko rast. Leta 2007, tik pred nastopom svetovne gospodarske krize, je kitajski bruto domači proizvod znašal tam nekje 3500 milijard ameriških dolarjev. Kitajska je tisto leto zabeležila 14,7% gospodarsko rast, 14,7% od 3500 milijard je približno dobrih 500 milijard ameriških dolarjev. Torej, kitajski BDP se je leta 2007, tik pred krizo, povečal za 500 milijard. Leta 2016, ko so na voljo zadnji podatki, je bil pa kitajski bruto domači proizvod že dobrih 8100 milijard ameriških dolarjev. Torej, osnova se je praktično potrojila. Tega leta je kitajski BDP rastel zgolj 6,7% stopnjo gospodarske rasti, kar je veliko manj od 14,7%, ampak ker je bila osnova tako večja, se je dejansko prirast bruto domačega proizvoda tisto leto povzpel na 544 milijard. Torej, pomembno je tudi, koliko kitajsko gospodarstvo vsako leto doda svojemu bruto domačemu proizvodu, in 6,7% od znatno višje osnove je veliko več kot 14,7% od veliko nižje osnove. Je pa zanimivo, da nekateri analitiki pravijo, da se bo s tem razvojem zgodila tudi nekakšno politično nov nastali proces, ne, na Kitajskem. In da naj bi bil primerljiv neki kombinaciji s Singapurjem in pa Japonsko. Zavračajo namreč idejo zahodnih družbenih pogledov, da bi več izobraževanja in pa rast prihodkov, o čemer ste zdaj govorili, omogočilo tudi razmere za večanje zahtev za vzpostavitev demokracije. Bistvo, pravijo, je namreč v konfucijanski tradiciji vladavine oziroma neke vrline, a ne, kjer je poudarek predvsem na kvaliteti upravljanja. V bistvu jaz bi to vaše vprašanje postavil v nek širši kontekst fundamentalnih razlik med vzhodom in zahodom oziroma med vzhodnimi civilizacijami in zahodnimi civilizacijami. Na Zahodu smo družba posameznikov, torej zahodnjaki smo vsaj z azijske perspektive izredno individualistični, veliko bolj egocentrični, na nek način mogoče celo sebični z vidika zasledovanja jasnih interesov. Prav zaradi tega je kapitalizem zrastel na Zahodu, ker vemo, da sebičen, racionalen posameznik je eden izmed ključnih nosilnih stebrov
ne samo neoklasične, ampak vse splošne ekonomske znanosti. Vzhodne civilizacije temeljijo na konceptu skupnosti oziroma kolektiva, kjer so koristi skupnosti vedno pomembnejše od koristi posameznika. To je povezano tudi s filozofskim prepričanjem, da družbo je potrebno uravnavati preko koncepta sramu oziroma obraza, medtem ko na Zahodu je ta temeljna filozofska podstat krivda, ki je veliko bolj individualen konstrukt. Z tega vidika v Aziji, torej omenjali ste in Singapur in Hongkong in Japonsko, navsezadnje tudi Južna Koreja, je vedno pomemben ta način oziroma pristop do upravljanja družbe in kakšen pristop omogoča maksimiziranje družbene blaginje. Navsezadnje tudi koncept demokracije, ki ga razumemo na Zahodu, bi lahko relativizirali oziroma postavili pod vprašanje. Navsezadnje, če vzamemo za primer Združene države Amerike, kako lahko neka država trdi, da je demokracija, če pa na zadnjih predsedniških volitvah je bila volilna udeležba manj kot 50-odstotna, imajo izredno kompleksen elektorski sistem, ki omogoča izigravanje, in navsezadnje volilni sistem, kjer je volilni dan na delovni dan, ne na nedeljo, tako kot recimo v Sloveniji, kar avtomatično preferira predvsem republikanske volilce, ki prihajajo iz ekonomsko močnejših ozadij, medtem ko različne manjšine, priseljenci in pa ljudje iz ekonomsko šibkejših ozadij, zaradi tega, ker imajo 2, 3 ali celo več služb, ne morejo oziroma nimajo možnosti izraziti svoje volje, torej se registrirati, stati uro ali 2 v vrsti in oddati svoj glas. Kako pa bi recimo vzpon Kitajske vplival na mednarodno politiko? Kitajska namreč ni nacionalna država, kot ste mi že omenili, a ne? To je država civilizacija. Kako potem to videnje vzporediti z zahodnimi teorijami mednarodnih odnosov o izgradnji koncepta nacionalne države? Zelo zanimivo, to, kar jaz vedno pravim svojim študentom, na Kitajsko je potrebno gledati kot na skupek nekih narodov, kultur in etničnih skupin. Navsezadnje država, kjer imate 56 uradnih manjšin, je nekaj povsem drugega kot pa neke zahodne države, kjer sta mogoče 2 ali 3 sami manjšini. Če spet postavimo stvari v ustrezen zgodovinski kontekst, potrebno se je zavedati, da Kitajska je bila do začetka opijskih vojen, torej leta 1840, najpomembnejše gospodarstvo na svetu v relativnem smislu. Kitajski bruto domači proizvod po pariteti kupne moči je do časa opijskih vojen predstavljal 1/3 svetovnega bruto domačega proizvoda. Danes kitajsko gospodarstvo predstavlja nekje 16 do 17% svetovnega gospodarstva, merjenega z bruto domačim proizvodom po kupni moči. Ironično je, da danes, ko vsi govorijo o tem, da je Kitajska prevelika, premočna, da ima prevelik vpliv na svetovno gospodarstvo, je relativno gledano njena teža samo polovica teže, ki jo je imela recimo leta 1840. Zelo signifikantno, ne? Seveda se zato ob teh vprašanjih in pa razmislekih analitiki sprašujejo, kaj se utegne zgoditi, in ne morejo se ogniti nekim konstatacijam, da je bila Kitajska vsaj v zadnjem obdobju miroljubna država za razliko od drugih hegemonov po svetu, ne. Ima njihov pacifizem neke globlje korenine, zato je tudi opazna njena neka superiorna drža, ki ji je morda vsajena, to boste najbrž vi vedeli, ne. In seveda vprašanje, kako se utegnejo razvijati taki odnosi znotraj mednarodne skupnosti. No, vprašanje dejansko, ki ga zastavljate, vsebuje 2 različna koncepta. Prvi je koncept pacifizma, o katerem govorite, drugi je pa koncept te samooklicane superiornosti, ne. Če se najprej dotaknemo vprašanja pacifizma, potrebno se je zavedati, da z določenimi manjšimi izjemami, kot je recimo Vietnam, Kitajska zgodovinsko gledano nikoli ni bila neka imperialistična velesila.
Bila je ogromno cesarstvo, ki je bilo izrazito raznoliko, tako geografsko kot kulturno, versko, etnično in tako naprej. In Kitajska je zgodovinsko gledano imela ogromna dela že sama seboj. Po drugi strani se je potrebno zavedati, da ko je Ljudska republika Kitajska nastala 1. oktobra leta 1949, je nastanek komunistične Kitajske bil nek rezultat zahodnih imperialističnih apetitov, ki so želeli si podrediti Kitajsko, jo razkosati. Torej v času opijskih vojn in po njih vemo, da so imele kar določene evropske države ekstrateritorialne pravice. Navsezadnje Velika Britanija je dobila Hongkong, Nemci so imeli na severu provinco Shandong in tako naprej. In da v bistvu ta zgodovinska travma, ki je začela se z opijskimi vojnami, in potem po koncu prve in druge svetovne vojne, kjer je zahodna mednarodna skupnost razočarala Kitajsko. Zavedati se moramo tako na Pariški mirovni konferenci leta 1919, kot tudi na Jalski konferenci leta 1944, so o usodi Kitajske in Azije odločali zahodnjaki, torej Američani in Evropejci, ne pa Azijci. In Kitajska komunistična partija je z nastankom Ljudske republike Kitajske na nek način takrat zaščitila interese Kitajske in na nek način ubranila enotnost Kitajske kot neke nacije oziroma kot neke države pred zahodnimi interesi, ki so bili pa zelo, zelo drugačni. In ravno ta koncept enotne države je v bistvu nek vir legitimnosti obstoječega političnega režima na Kitajskem. In Kitajska komunistična partija vse do danes črpa svojo legitimnost iz teh zgodovinskih travm, iz časa opijskih vojn, povojna ureditev po prvi in drugi svetovni vojni, kjer je bil Zahod vedno prezentiran kot nek imperialistični hegemon, ki je želel razkosati in podrediti si Kitajsko. Torej, že kitajska družba in kitajska zgodovina sta na nek način vplivali na to, da Kitajska ni bila nek agresor, nek imperialistični narod, če se lahko temu tako izrazim. Je pa v zadnjem času, predvsem po 19. partijskem kongresu lani oktobra, zaznati določene premike, da Kitajska na krilih svojega gospodarskega preporoda, s tem, ko se krepi tudi njena vojaška moč, je pripravljena zavzeti veliko bolj jasno držo in uveljavljati svoje interese tudi na mednarodnem političnem parketu. To je en koncept. Drugi koncept, ko ste govorili pa o tej kitajski superiornosti, pa izhaja že v bistvu iz kitajskega razumevanja svoje vloge v svetu. Navsezadnje ime Kitajska v mandarinščini Čungguo pomeni Srednje kraljestvo oziroma osrednje kraljestvo na svetu. In kitajski cesar naj bi imel mandat iz nebes, da v vlogi nekega benevolentnega in razsvetljenega vladarja skrbi ne samo za svoje cesarstvo in za svoje podložnike, ampak s tem, ko je Kitajska kot osrednje kraljestvo na planetu Zemlja, nekako skrbi tudi za dobrobit celotnega človeštva. Tako da ta koncept superiornosti že v svoji fundamentalni kulturni, zgodovinski, filozofski podstati je v bistvu zelo, zelo globoko vpet v kitajski način razmišljanja. Ne bi pa rekel, da to izhaja iz nekega koncepta nadrase, kot jo mogoče poznamo na Zahodu. Torej, ne bi to povezal toliko kot s konceptom arijske superiorne rase, kot z nekim bolj zgodovinskim, družbeno-kulturnim konceptom.